Medije je v minulih dneh zaposlilo obujanje starodavnega običaja na slovenskem podeželju in ne gre za sežiganje čarovnic ali namakanje goljufivih pekov. To še pride. Počas, se pegamo po vrsti. Temveč za vaške straže. Poglejmo podrobnosti. Številni vlomi v občini Ivančna Gorica povzročajo skrbi prebivalcem, saj je policistov premalo. Vlomi na gradbišča, v cerkve, trgovine in tudi v domove so sprožili samoiniciativni odziv lokalnih podjetnikov in krajanov. Ti so organizirali lastno varovanje in straže, ki ponoči bdijo nad svojimi lastninami in poslovnimi objekti. To pa ne zveni nedolžno. Pa gre pri teh stražah zgolj za skupino možakarjev, ki ne morejo spati? Ker to je možnost. Ali gre za tiste, ki se radi družijo tudi po 6 pirih, ko se gostilne zaprejo? To je bistvena razlika. In kako njihovo početje razumejo na občini? Predvsem je problematično v nočnem času, kjer je za področje občin Dobre Polje, Grosuplje in Ivančna Gorica na voljo ena patrulja. Podžupan občine se je za božič zaželel policijsko postajo, dobil pa sam eno patruljo za 3 občine. Težko bi rekli, da so se jim želje uresničile, pač ni denarja, kjer ni nič še vojska ne more vzeti. So pa naše kamere ujele enega od nočnih stražarjev. Žal se je to zgodilo po dnevu, tako da posnetek ni spektakularna. In to, kar se izvaja, ni delovanje proti državi, ni politična pot leva ali desna. Tukaj se gre samo za varnost in nič drugega za varnost prebivalcev, da lahko normalno hodijo v službe pa delajo in ne da se dogajajo ropi izsiljevanja. Tako, da še nekaj vkrada pri nas ga bom na gobec. Upam, da je to sporočilo prišlo čez, zato sem ga še enkrat ponovil. Policija bi torej morala biti vesela, da nekdo opravlja njihovo delo in to zastonj. Pa dajte pomisliti, da bi nekdo namesto vas preštihal vrt, nasekal drva, skidal sneg. Zastonj, še pira mu ne bi rabili dati. A kljub temu na policijski upravi Ljubljana niso ravno navdušeni nad takim ukrepanjem državljanov. Kot pojasnjujejo, se zavedajo pomembnosti sodelovanja z lokalno skupnostjo in svoje delovanje tudi prilagajajo zbranim okoliškim informacijam. Opozarjajo pa, da tako imenovane vaške straže predstavljajo varnostno tveganje. Zatorej so proti ustanavljanju leteh in njihovo delovanje tudi skrbno spremljajo in bodo to počeli v primeru vsake ustanovitve takšnih skupin. Njim to všeč, pa kdo bi te ljudi razumel? Mislim, še tista patrulja, ki je dežurna, prišla lahko domov. Razumemo pa seveda tudi stisko občanov, krajanov, ker očitno prisotnost policije ni zagotovljena v zadostni meri. Tudi jaz nisem prisoten na televiziji v zadostni meri. Samo petkih. Čeprav jaz sem prepričan, da me gledalci radi gledali vsak dan, od jutra do večera. Tam ne bom pa res navdušen, če se nekdo spomni, da bi mene nadomestil. Pa vodil namesto mene. Ni šans. Jebenti, če nem tudi jaz vaško stražo postavil pred studio. Za vsak slučaj. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.